Takole, dober večer, spoštovane gostje, spoštovani gosti, kolegice, kolegi. Bomo začeli. So me opozorili, glede na to, da ste zelo mlada populacija, da vas spomnim, da ugasnete telefone, nekateri se skozi visite, tako da ne bo neugodnosti. No, pogledajte, vsi se jih vzeli roke. Tako deluje. Zahvaljujem se vam za vaš odziv na vabilo, na naš današnji pogovorni večer. Radi bi, da ne izpada vse skupaj preveč predavateljsko, to bomo sicer težko, pravzaprav jaz brzdal našega kolega, vendarle dolgoletni staž prinaša svojo težo, o tem ni dvoma. In z Maco, ki bova nekako skupaj moderirala ta naš pogovor, sva sklenila takole, glede na to, da je zelo malo priložnosti, da se tako dialoško pravzaprav pogovarjamo, vključujemo v debato, bo ta prvi del tega našega srečanja pogovor na streh, potem bi pa zelo radi seveda, da intervenirate, da posežete v debato s svojimi vprašanji, komentarji, s čimkoli pač, ne. Pri zasnovi današnjega pogovora danes morate razumeti, ta naloga ni bila zelo lahka, ne. Obdobje, ki ga v tem pogovoru danes želimo zajeti, je vendarle tako dolgo, da sta potrebna dva spraševalca za sliševalca, kakorkoli, ne, in nekako sva si razdelila to obdobje na čas pred našim štetjem, na čas našega štetja, vendarle so tu debele knjige, drugače tega seveda ne moram reči, ne. Sam si nikakor ne domišljam več, da sodim v mlajšo generacijo, ampak vendarle v odnosu do našega današnjega gosta. Moram seveda povedati, da je del našega najnega profesionalnega življenja skupen, da se počutim v vlogo, kot včasih v tisti bivši vojski, kdo še ve, da smo imeli, je bil čato, četni evidentičar. Nič drugače se jaz danes ne počutim v tej vlogi, ne glede na, ali to se spodobi reči, karierno pot v tem centru, ki se tudi že meri v mojem času za četrt stoletja in več. Čeprav ne kaže tega. Tako da bi jaz začel z nekim splošnim uvodnim vprašanjem. Ponavadi športnikov vprašamo, kako se počutite, kakšni so vaši občutki ob zmagi, ki ste jo dosegli. In če smem to obdobje imenovati, o katerem bomo danes govorili, kako drugače kot obdobje, kjer smo dosegli pomembne delovne zmage, mislim, da mi nihče tega ne bo zmeril. Vendarle, ne, moramo to vse skupaj postaviti v en kontekst. Imamo ločnico, ne, pred in po, ne, to pred imam seveda v mislih tisto našo bivšo skupno državo in začetke raziskovanja družboslovnega, nekoliko bolj sistematičnega, kompleksnega, ki se je, in tu smo lahko nekoliko domišljavi, začelo v teh prostorih, ne ravno v teh, ampak vsekakor pa z osebo, ki je tu z nami in Niko, prosim za časovno-prostorsko orientacijo in izhodišče. Vprašal si me o počutju. Moram reči, da mi intimna doživljanja zadnjih dni seveda ne sprožajo dobrega počutja, pa ne bi o tem govoril, ker je to znotraj obče človeškega in zadene vsakogar od nas. Kar zadeva pa počutja, po katerem ti sprašuješ, ko sem tlele pred vami izpostavljen nekako na robu 6. desetletja bivanja znotraj prostora jugoslovanske in slovenske sociologije, pa moram reči, da so ta počutja protislovna. Dosti dobrih in dosti slabih.
počuti. In da bo morda pogovor pokazal, kaj pravzaprav je to, kar je dobro, kaj je slabo, in kaj je pravzaprav določeno bitje in žitje razvoja slovenske, oziroma jaz bi najprej rekel jugoslovanske sociologije, čeprav danes o tem ni moderno govoriti, ker vstop v ta prostor za nas, tu imam vsaj enega več kot kompetentnega pričevalca tega obdobja in seveda človeka, ki je ključno sooplival na ta razvoj, veste, da mislim na Zdravka Mlinarja, pa tudi Maca, ki tle svojo glavo, ki ima pravzaprav ni daleč od tu. Tu smo pravzaprav, vse ostalo je mlajše, mnogo mlajše. Res je, 60 let je. Pravi mi jugoslovanska sociologija, kaj nas je pravzaprav premaknilo v prostor iz nekih predhodnih profesionalnih poti ali profesionalnih vstopov, kajti sociologije, ki ste nekateri tu prisotni, imam živo v predstavi nekaj prisotnih študentov sociologije, tudi izpred desetletij, upravljali pravzaprav že na osnovi odločitve, grem študirati sociologijo. Moja generacija se ni odločila za študij sociologije pri vstopu v akademsko univerzitetno pot, ampak na karkoli, kar nas je potem potisnilo v ta prostor. Zdaj, če bi me vprašal, kaj je mene v sociologijo potisnilo, jaz moram povedati, da je moja profesionalna pot čudna. Danes nekateri molčijo v preteklosti. Jaz sem bil najprej. Kaj sem bil? Ja, bil sem zelo angažiran mlad fant, že v gimnazijskem obdobju. Če to kaj pomeni vam, bil sem 5-krat v mladinski brigadi. In vedno, ko sem se vrnil, je mama počakala na postaji in je rekla, kako si zrastel. In v mojem spominu je pravzaprav to obdobje moje primarne rasti, mladeniške rasti. Potem pa in ta aktivizem ali dejavnost, ki je bila značilna za mene že v vsem začetku, se je kazala v mladinski organizaciji, pa v raznih podzvrsteh tega delovanja. Pa to pot, in tu sem potem, ko sem iskal študijsko umestitev, postal študent prava. Poslušal sem Goričarja, skupaj z Ravkotom, pa Vogelnika, ki nas je učil statistike, pa Kušeja, ki nas je usmerjal v polje teorije države in prava. Pravim, da sem od njega prvič slišal za Kelzna, za Pašukanisa, za nek, bi rekel, teoretski pogled na funkcioniranje države in prava. O sociologiji sem kasneje pravzaprav šele več dojemal, ko me je moj prijatelj in vrstnik potiskal ali pa pritegoval in sva šla potem v Beograd skupaj v Inštitut družbenih ved. In iz pravnika bom zamolčal javnega tožilca. Jaz sem bil namestnik okrajnega javnega tožilca v Ljubljani leta 1957 kot študent prava. Zato, ker sem se poročil, ker mi je moj spremenjen status narekoval, da moram skrbeti za družino, sem si iskal štipendijo, dobil službo in postal namestnik okrajnega tožilca. In sem bil to do dneva diplome 58. leta, ko sem to službo opustil. Pa moram reči, da nimam nobene slabe vesti zaradi pregreh, ki bi jih v tej tako delikatno označeni vlogi storil v tem skoraj 3-letnem delovanju na tožilstvu v Ljubljani. Ampak to je bilo dosti, ko sem diplomiral, sem šel v polje sociologije in potem je šla zadeva pač v smer, ampak v prostoru jugoslovanske sociologije. Tam sem spoznal Radomira Lukića. Kolega Zdravko Mlinar vedno citira
definicijo sociologije opšte upoštavajuće, torej kot obštavajuća, razliku od historije koja je bila opšta singularizirajuća. Tam sem spoznal Rudija Supka, ki je bil kasneje pravzaprav ena od srednjih figur kritične sociologije, povezana z pojmi, kot so praksis, Korčulanska šola. Tam sem srečal Ljuba Tadića, sicer enega od soavtorjev memoranduma Srpske akademije, veste, kaj s tem označujem, ampak hkrati sina tistega, ki je kasneje bil predsednik Republike Srpske republike in tako naprej. Torej, ta kratkodobna umestitev v prostor jugoslovanske sociologije s celo vrsto mladih ljudi je na nek način določil tonus, dinamiko in povezave mene, pa ne samo mene, ampak enega sorazmerno ozkega kroga slovenskih sociologov, ki smo delovali v jugoslovanskem prostoru povezujoče, in je to določalo tudi naš sorazmerno velik vpliv na dogajanje in razmere v prostoru jugoslovanske sociologije. Iz tega je šlo dejstvo, da so raziskave postale nadregionalne, nadrepubliške, da so bile pravzaprav vedno prej poslej jugoslovanske, da so se umeščale v mednarodni prostor kot jugoslovanske raziskave, da se je jugoslovanska sociologija povezovala z svetovno sociologijo, kajti za ameriško, francosko sociologijo, ki se je takrat za jugoslovanski fenomen, to poslulo, samoupravljanje, zanimala na veliko, vsaj skozi eno desetletje intenzivno, je bil kontekst, je bil Jugoslavija, ne pa Slovenija, ali karkoli, pa partikularnega. Niko, rad bi, mislim, da je dovoljeno, postregel z neko anekdoto, skupaj sva bila, zdaj že tudi zgodovinsko gledano nazaj, na našem prvem, ko smo bili v vlogi gostitelja v Portorožu ISSP srečanju. Tam je bila ena anekdota, govora na tisti ladici, ki smo se vozili po zalivu, ko je bilo treba pojasniti nam, zakaj se čutimo del te mednarodne raziskovalne skupnosti in zakaj nas nekaj časa ta mednarodna raziskovalna skupnost ni pripustila k sebi. Šlo je za to, da so člani imenitne združbe International Social Survey Project rekli, ne morete postati del tega konzorcija, zato ker niste država. Niste država. Nekajkrat smo slišali zdaj referenco na bivšo državo. No potem, ko smo bili gostitelji, smo že bili država. Niko pravi, gledajte, toliko, da vam pojasnim, del odgovornosti za razbitje države nosite tudi vi, ker ste nam tako dolgo časa govorili, da ne morete, niste člani te družbe, ker niste država, da smo se pač odločili, da razmontiramo to državo, postanemo država. To je bila anekdota, hec. Ni bil hec pa ni bila pa anekdota in hec neka nevednost raziskovalcev, tudi zelo imenitnih, Toma Smitha imam v mislih, komu je bilo treba pojasnevati okoliščine, v katerih se je naše družboslovje raziskovalno, angažirano začelo. Nekako prepričan je bil in tudi spraševal me na balkonu, kje je potekala železna zavesa, kje je bila bodeča žica. Američana Toma Smitha. Nekako smo povedali, da težko ti bomo zdaj to povedali. Prepričan je bil, da je podatke v tistih časih zbirala neka druga organizacija. Oni mislijo, da je bil to KGB, pa ni bil KGB. Skratka, nekaj drugega bi zdaj rad. Rad bi slišal nekaj o tem mogoče občutljivem razmerju med politiko in raziskovalci. Vendar je treba nekaj reči v zapiskih, ki sem se jih danes delal za to intervju, sem nekaj tega prebral. Moj spomin ne seže tako daleč. Poznam intervence politike v novejšem času, ampak mene vendarle zanima to mitsko obdobje. Obdobje, kjer naj bi se nič smelo, pa
se počelo, ta občutljiva relacija. Včasih smo poznali izraz aktivna miroljubna koeksistenca, ne, iz drugih časov, neuvrščenih. Torej, kakšno je bilo razmerje med raziskovalci, angažiranimi raziskovalci, ki se niso skrivali za neko pozitivistično paradigmo, smo neutralni, in tudi angažirano politiko vendarle, v angažiranih časih. To je nekaj, kar težko pojasnimo mednarodnim kolegom, ko pridejo v naš prostor in rečemo, da imamo dolgo zgodovino družboslovnega raziskovanja. Poglejte, to je domnevno pobuda za današnje srečanje, pa ni pomembna, je morda marginalna storitev. Ampak sama slika, pa tudi naslov, pravzaprav na nek način paradigmatično kaže na upletanje in razvoj slovenske oziroma jugoslovanske sociologije v takratno družbo. Ampak to velja vse do danes, ker če dobro pogledate razmerje med naslovom te knjige pa sliko, pa razmislite o tem, odkot je ta slika. Je to iz francoskega modernega slikarstva, kam bi to uvrstili bolj vešči umetnosti, zgodovinarje. Pa vas lahko vprašam, kam bi umestili to sliko? Gotov je, ne? To je slika, ne, to ni slika Gotov je, ker Gotov je Maribor. Ta vsebuje neko grobost, ki jo jaz pravzaprav nisem podpiral. Ta slika kaže na vstajništvo, kot se je dogajalo v Ljubljani, pa še kje, ampak predvsem v Ljubljani, v letu 12, tako v času enoletne vladavine takratne desne koalicije, ki pravzaprav simbolizira na nek način umeščanje sociologije v družbo. To sliko sem jaz našel, ampak ta slika ni bila slučajno zaradi barvnih kombinacij, ampak prav zaradi nečesa, kar ponazarja upor. In jaz bi rekel, da je jugoslovanska sociologija v zgodnem obdobju, pa tudi slovenska sociologija, čeprav vsaka šola različno, beograjska šola, kot izrazito, jaz bi rekel, socialno-filozofsko-marksistična, zagrebška šola kot sistemska šola, ljubljanska šola z povezavami na obe, ampak izrazito empirična šola. Ampak za vse te šole z različnimi izidi na točki prehoda ali razpada družbe velja, da je pravzaprav v njihovi konceptualizaciji, nastopanju in vlogi v družbi veljalo načelo upora. Uporništvo. Hesel, spomnite se starega Hesla, soavtorja ali sooblikovalca deklaracije o človekovih pravicah in pomenu, ki ga ta dokument za 70 letij, skoraj 70 letij po drugi svetovni vojni ima in pomen, ki ga ta deklaracija ima za človeštvo, za Evropo, izrazito danes, vsaj tako aktualno kot takrat, ko je nastala. Ker takrat se je zdelo, da je neko obdobje razpadlo in smo pred graditvijo, danes pa pravzaprav živimo v družbi, ko se vedno znova odpirajo temeljne vprašanja o umeščanju človeka v družbo in njegovih pravicah. Torej ta uporniški vidik, pa to jaz ne bi želel vzbuditi občutka, da smo mi bili rebeli, sociologi. Bili smo, ampak različni, ampak konceptualno gledano pa je v tem, bi rekel, toku prizadevanj intelektualnega, raziskovalnega značaja, vse skozi prisoten upor ne proti sistemu in temeljnim vrednotam, samoupravljanje. V meri, v kakršni je samoupravni sistem gradil, podlagal koncept človekovih pravic, je prvinski, je pravzaprav še vedno danes vrednota in kot socializem
še vedno pravzaprav v zavesti in v realni zgodovinski potrebi Evrope in sveta več kot izrazito prisotno. Torej, veste, kaj pomeni uporništvo. Uporništvo proti vsem oblikam, vsem odklonom, ki nastajajo, ki sociologi s svojimi orodji in svojo možnostjo analize družbenih odnosov lahko zaznavamo in jih morda deloma tudi odpravljamo. Ta dialog, spet sem tle pri zdravku, tudi dosti sva leta nazaj govorila o v Ameriki formalno razvitem konceptu open ali public sociology. Javna sociologija, sociologija, ki se, torej raziskovanje, ki se neposredno predaja nazaj v družbo. Ta sociolog v dialogu je pravzaprav samo personifikacija tega istega. Če raziskuješ, vračaš v polje, ki ga raziskuješ, in prvotna etična zavezanost raziskovalca je pravzaprav v odnosu do okolja, v katerem raziskuje. Samo en stavek, ena asociacija na današnje stanje, ko se zdi, da je pisanje člankov za revije, ki izhajajo v Avstraliji, pa v Indiji, pa v Pakistanu, pa v in tako naprej, zato ker se točkujejo po mednarodnih sistemih. Točkovanja, naloga raziskovalca upravljena. Pa še pri tem, če smem dodati, kolega Marjan Smrke mi nedavno pove nekaj zanimivega. Pravi, ena od kritik recenzenta članka, mednarodnega članka je bila sledeča. Sklicuješ se na podatke iz 60-ih, 70-ih, 80-ih let področje religije, ko pa vendarle vemo, kako so takrat ti podatki nastajali. Nekako recenzent mu očita, da je neverodostojno, kar pravzaprav počne zato, ker ne more biti vendarle res, da bi iz tistega časa v tem prostoru izhajali in Marjan obupan, veste, kako on reagira, pravi, kako mu naj pomagam, kaj naj mu rečem sploh, in mu pokrov dviguje. Tako da, Ja, posebnost, bi rekel, Ker to vendarle je nekaj posebnega, da so ti podatki na ta način v tej časovni liniji neprekinjeno v časih, ko smo jim lahko rekli mehki, pa žametni, pa svinčeni in ne vem, kaj je še bilo, ampak podatki so tukaj. So jim rekli, upam, da ti ne govoriš. Maca. Tu gre v bistvu za popolno odklanjanje ali popolno nezaupanje do vsega, kar je raziskovalno nastalo v družbah družbah za tako zvano železno zaveso, kjer svoboda, kakorkoli že opazujemo, ni prisotna. To je seveda z vidika razmer v Jugoslaviji v času mojega doživljanja. In to je kar značilno dolgo obdobje, 60 let, netočno. Mi smo seveda šli skozi oscilacijo. V razmerju med sociologijo in politiko so bila izrazito svetla obdobja, izrazito temna. Šlo je za vzpodbujanje in zaviranje, za podporo in preprečevanje. Ampak, veste, jaz bom rekel nekaj, ne opazim bistvene razlike iz opazovanja obdobja do 90. leta in od 90 do danes. Odvisno seveda od tega, kako se oblikuje oblast, kje je locirana moč. Če ne drugega, se pa potem kaže bolj ali manj izrazita brezbrižnost, samozadostnost, ko je pravzaprav vseeno, ali raziskujemo ali ne, ne glede na pogoje, ki jih eventualno še imamo za raziskovanje. No, v okviru Majdine sekcije, veste, da imamo v okviru sociološkega društva trenutno najbolj delujočo sekcijo, ki se imenuje sekcija za sociologijo časa. Zdravko jo je svojo debelo knjigo 100 in 15 sociologov. Ne svojo, ampak našo. Našo umestil, aktiviral, Majda z neverjetno vztrajnostjo, kako to vodi in dejansko razpravljamo
baje bomo naslednjič razpravljali o tem, kako se je artikulirala raziskovalna tematika glede na kontekst. Kako je kontekst, tudi imam v mislih kolegico Jasno, ki je pisala o družboslovju v različnih obdobjih in to tudi kritično označevala. Seveda so konteksti vplivali, ampak ne dominantno. Raziskave, sociološke raziskave so vedno sledile nekemu principu avtonomije, torej ne predajanja, če je to oznaka za predajanje, pol to ni ta prava razlaga tega, ampak vedno iskanje nečesa, kar je zagotavljano avtonomnost in istovetnost sociološkega raziskovanja. Neka čudna prispodoba, ki govori o tem, kako smo prej raziskovali in kako zdaj raziskujemo in kako se pojavi spreminjajo. Značilno za tole, bom nekaj pol povedal, je, da skozi dolgo opazujemo pojave. Mi smo leta 1968 prvič postavili vprašanje Slovencem, približno tako, ali ste verni? Ali ste verni? Leta 1968. Ali ste verni? Vzorec je zasnoval Marjan Brejec, izjemno kompetenten statistik in poznavalec vzorčne problematike. Na terenu smo bili z zelo izbranimi kmeti, učitelji, socialnih delavcev, takrat ni bilo dosti, uradniki, študenti in tako naprej. Izogibali smo se funkcionarjem, duhovnikom, davkarjem pa policistom pri izbiri epidemije. In to je bila prva izkušnja te raziskave. 2500 je bil pa vzorec. In 2500 ljudi, visoko reprezentativno izbranih, smo vprašali, ali ste verni. Pa si kdo upal uganiti, kakšen delež vernih smo ugotovili. In koliko odstopa od deleža vernih danes v okviru Evropske družboslovne raziskave smo koncem prejšnjega leta, torej oktobra, novembru, decembru, postavljali enako vprašanje reprezentativnemu vzorcu. On bo ugotovil. Isto. 65% polnoletnih respondentov leta 65, 68 je odgovorilo, da so verni. In leta 18 smo dobili približno enak rezultat. S tem, da je znotraj razlike med ampak to velja kot pravzaprav lažljiva predstava o razmerah v družbi, ko je cerkev vendarle bila stigmatizirana. Preganjanje vera izrazito prisotno. Pa jaz ne trdim, seveda, da so verni bili v celoti po svojih občutkih povsem svobodni in ne tudi z občutki diskriminiranosti. Ampak raziskava je to pokazala. S tem hočem povedati, da so naše, mi smo se na začetku, ko smo postavljali koncept, nismo bili veleži, malo smo vedeli, pa smo zbirali znanje. Prve konceptualizacije so bile povzete, učili smo se pri raziskavi MKS 62, Ana dobro ve, kako je to potekalo. To je bila največja empirična raziskava, ki je bila kadarkoli v Jugoslaviji narejena in pa v Evropi narejena na 12,000 respondentih, ki je vstopila v medijsko-kulturno problematiko, v bistvu v kulturno potrošnjo, pa zajela tudi dimenzije socialne stratifikacije. Ogromno smo se tam naučili, iz tega povzemali in gradili koncept raziskave SEM, se lovili in potem pravzaprav bili zelo uspešni. Tako da smo leta 90, ko so nas preizkušali, da smo primerni, zreli za vstop v svetovno vrednotno raziskavo, v evropsko vrednotno raziskavo, v ISSP, ki ga je prej samo poimenoval, v evropsko religiološko raziskavo, potem pa v ESS, ugotovili, da smo pravzaprav visoko kvalificirani raziskovalci in da v mnogočem presegamo standarde in norme in prakse
empiričnega raziskovanja v razviti Evropi, ne v nerazviti Evropi, v razviti Evropi. Ne. Je pa to samo, boš dobila besedo, pa ti jo mora maso dati. Ženske ste bolj dopustljive, med seboj, šalim se. Ko sem prišel leta 90 po obratu v Berlin na WCB, Centrum für Sozialwissenschaft, to je ena centralnih družboslovnih ustanov, zvezno financiranih v Nemčiji, pa sem srečeval tam mnoge ljudi, med drugim uglednega profesorja, ki je upravljal čiščenje v vzhodni Nemčiji. Ne? Pa se nišva še dobro poznala, zdaj sta pa dobra prijatelja, pa je rekel, vas varzi forka. Kaj sem bil prej, ker sem se predstavil kot profesor sociologije. Ne? Jaz sem rekel, profesor sociologije. Ne? Ja, pa kaj ste pa učili? Jaz sem rekel, metodologijo sem učil. Ja, pa kaj pa zdaj učite? Sem rekel, pa metodologijo učil. Ne? Ja, pa je kakva razlika v tem, kar učite? Ne? Sem rekel, nobene razlike ni v tem, ker smo predtem učili o konceptih, ki so bili razviti, moderni in smo potem bolj ali manj uspešno, z vso kritiko, učili naprej. Seveda se je metodologija potem enormno razvijala. Ampak tu so te cesije, ki kažejo, da smo mi pravzaprav do 90. leta v okviru koncepta angažirane sociologije v povezavi z različnimi v Jugoslaviji razvitimi šolami, pravzaprav uspeli razviti moderno sociologijo, sociološko šolo, ki je na točki prehoda po mojem imela veljavo pomembne evropske izobraževalne in raziskovalne ustanove. To je malo samo hvale, ne? Sej, ne more biti drugače. Moj brat me gleda, me pozna, da se rad samo hvali. Med brati vedno velja, da smo malo tekmovalni. Ne? Ja, kaj sem s tem hotel? Ne vem, pa sem kje bi se... Ne, jaz to še vodi pogovor s sam. Pa tebi še In prihajam besedo, ko je zimljanci so zadovoljni. Jaz mislim, da je vodstvo pogovora že ogroženo. Ko ste mladini v tej družbi. Samo čisto kratko pojasnilo oziroma komentar k začetku metodološkega empiričnega raziskovanja v Sloveniji. Ker sem jaz imela priložnost študirati na Univerzi Kolumbije v New Yorku, sem seveda, ker sem bila prepričana metodologinja in navdušena metodologinja, profesorju Hajmanu, ki je napisal klasiko empiričnega metodološkega raziskovanja, v predavalnici razložila, kakšno raziskavo smo mi napravili MKS 65, je bil njegov komentar samo tak, da ni nikoli verjel, da bo se kjerkoli empirična raziskava opravila tako v skladu z vsemi metodološkimi principi, kot se je ta v Sloveniji. In to ni hvala, to so dejstva, ne? Prosim, Maca, ja. Dobro, prvi dve točki še ne sodita k mojemu rednemu programu, ampak sta uvodni. Najprej, ko si rekel, da si se morda preveč hvalil. Slovenski ljudski pregovor pravi, da se dobro blago samo hvali. To je prva stvar. Drugič, cela vrsta teh stališč oziroma ocen, ki sta jih oba omenila in ki izhajajo iz stikov z tako imenovanimi znanstveniki iz razvitega sveta, kažejo na to, kako so ti ljudje z negativnimi predsodki in s stereotipi o sociologih, ki so delovali za tako imenovano železno zaveso, delovali, ocenjevali, recenzirali, zavračali in tako naprej, zaradi tega, ker preprosto so bili prepričani, da vse, kar ni skladno z njihovimi predstavami tako imenovanega svobodnega sveta, sodi v neznanost. To je čista ideologija. No in zdaj pa še en dodatek k temu, ker sem tu in tam že slišala, kako svinčeni časi, pa ne vem kaj še vse. V celi vrsti medijev v Sloveniji, ki so podobno ali blizu usmeritvi nove zaveze, oziroma, ja, zaveze se imenuje časopis,
lahko najdemo tudi ocene o tem, kam sploh sodi recimo raziskovanje javnega mnenja. Jaz bom vam samo en delček prebrala od gospe Helene Jaklič, pisano s TSCH, iz Zaveze, v letu 2013, številka 3, kjer je zelo grobo napadla mene, ki sem se samo posluževala podatkov iz raziskav slovenskega javnega mnenja in je potem ves žolč zlila, ne samo name, ampak tudi na še hujši vir zla po njenem. To so pa, citiram, tisti, ki so anketirali, so namreč ideološko zastrupljeni in rezultat gotovo ne bi bil enak, če bi podatke zbirala Fakulteta za evropske študije in tako naprej. To citiram, zato da si ne bi kdo zmislil, da jaz nekaj vnašam. Tako, torej, to je tudi uvodno. Zdaj pa pogledajte, v vabilu ste imeli napisano, da bo pogovor o tej knjigi, Sociolog v dialogu. No in tako sem jaz tudi se v začetku pripravila, zato najprej še nekaj besed dodam temu, kar je že samo v začetku omenila. Torej, da ne bom predolgo govorila, bom prebrala lepo počasi to, kar sem si danes pred 2 urama ali 2 pa pol napisala. Torej, v tej knjigi so zbrani intervjuji, ki na bralstvo prijazen način predstavljajo izsledke odkrivanja slovenskega javnega mnenja od 1968 naprej. Stvarno kazalo kaže na izjemno širino v zajemanju stališč in ocen o mnogih pojavih in dogajanjih, ki so krojila vsakdanje življenje v polstoletnem obdobju. V imenskem kazalu, oziroma delu kazala, pa je množica oseb, od klasikov do sodobnikov, med klasiki recimo Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim in drugi, do sodobnikov in sodobnic, nekateri tukaj sedijo, na sociološkem in drugih področjih, recimo političnem, ekonomskem, medijskem in tako naprej. Intervjuji, to se mi zdi izjemno pomembno, so po svoje dokument več kot polstoletnega časa, saj je prvi nastal ob 20-letnici raziskovanja slovenskega javnega mnenja, ki mu sledijo potem, torej v tej knjigi, 3 iz prelomnih dni in nastajanja samostojne države. Vsi ti prispevki oziroma pogovori našega kolega Nika Toša so bili objavljeni v takrat zelo pomembnem viru za razširjanje znanstvenih spoznanj v širšo javnost, torej v naših razgledih. Vse pogovore pa je vodil oziroma izvajal Štefan Kališnik. No, temu prvemu delu sledijo potem 3 pisma predsedniku Ustavne komisije Skupščine Socialistične republike Slovenije. Torej, to je tisto, kar bi lahko rekli, da je tisti bolj neposredno aktivistični del, pri čemer, kar si prej omenil, ne gre za nek aktivizem v tistem, lahko bi rekla, po uličnem smislu, ampak aktivizem na najvišji intelektualni ravni. Torej, v 3. delu knjige že naslovi pogovorov, objavljenih v različnih tiskanih medijih, kot so Delo, Dnevnik, Večer, Mladina, Teorija in praksa, vabijo, da bi vstopili v avtorjeve razlage. Jaz imam samo nekaj naslovov, ki so resnično zelo vabljivi in ki ti veliko povedo tudi o tem, kar je že Niko prej omenjal. Torej, en naslov recimo, Emancipatorni naboj projekta Slovensko javno mnenje iz leta 1995. Potem, tak, bolj izzivalen naslov, so meteorologi krivi za slabo vreme. To je bilo objavljeno 2005 v Večeru. Naša diplomantka sociologije Dragica Korade je vodila pogovor. Pogovor je bil pa označen takole, da gre za pogovor navajan s tistim sociologom, ki že 40 let potrpežljivo posluša, da potvarja javno mnenje. No, zdaj si slišal, ne? Ponovno. No, potem recimo naprej berem še kakšen naslov. To je pa direktno navajanje besed, ki jih je naš gost omenil. Rekli so mi, da sem slon v trgovini s porcelanom 2007. In potem drug en spet naslov.
Objektivne strokovne presoje skoraj ni več, je le politična, jasno. Više, ko gremo časovno, toliko bolj nekako se skladajo naslovi z resničnostjo. To je iz leta 2009, pred 10 leti. No in končno, kar tudi ilustrira, kar si malo prej govoril, politike se menjajo, ogledalo ostaja. Torej, to je zdaj samo iz tega tretjega dela nekaj naslovov. Jaz bi vam zelo priporočila, da si vse druge naslove ogledate in ne samo ogledate, ampak da jih začnete lepo počasi brati, ali zjutraj, ali zvečer, ali sredi noči, odvisno od individualne biološke ure, in da knjige ne odložite prej, dokler je ne boste recimo v nekaj letih prebrali. Zato, ker to se mora brati resnično počasi, če hočeš dojemati celo vrsto zelo resnih podatkov. Četrti del je namenjen navajam iskanju nove družbenosti, ki se pomenljivo začenja z naslovom Ne gradi, še vedno velja, 2011. Mislim, da tudi 2019 niko bi lahko isti naslov dali, ne? Potem, zaupamo šolstvu in zdravstvu, politiki pa ne. Aktualna tema že celega desetletja in več. Še vedno velja. No, še vedno velja. Potem zadnji, 5. del ima naslov Kritike delovanja sistema in med drugim vključuje pogovore, ki z naslovi kažejo vsebinsko usmeritev. Naprimer, obrata ni, kvečemo zastoj, 2014. Potem, nimamo socialnih strategij, a tudi Evropa jih nima, 2016. No, na koncu, namesto zaključka, lahko preberemo intelektualno biografijo, to se mi zdi najbolj posrečen izraz za to, kar lahko beremo, ki jo je sestavila Urša Matos, sicer je napisano, da je ona biografirala, to je pa že v smislu teh novih, bolj umetelnih in modernih izražanj v slovenščini. No, objavljeno je pa bilo v Mladini 2004 z naslovom Niko Toš, tisti raziskovalec javnega mnenja, ki je že 40 let trn v peti politike. Zdaj veš, da si trn. No, ker je od tedaj, ko je to bilo objavljeno, 2004, minilo že spet poldrugo desetletje, bo avtor lahko sam kaj dodal glede te vloge trna v peti politike. Nekaj smo že slišali. Iz množice zanimivih in vabljivih odgovorov se lahko usmerimo pa le na nekaj. In zdaj, Niko, če dovoliš, in tudi vodja, če dovoliš, prvo vprašanje, ki bi samo bilo nadaljevanje tistega širšega uvoda, ki ga je sprožilo spraševanje samo Hana, bi se glasilo. Torej, katere zunaj in znotraj znanstvene okoliščine so te spodbudile, da si se usmeril v tako imenovano rudarjenje, tak moderni pojem, v rudarjenje v delno-dnevnem rudokopu kolektivne zavesti. Torej, preprosto povedano, da si se usmeril v raziskovanje oziroma odkrivanje slovenskega javnega mnenja. To so naše zelo zanimive praktične spodbude, od teoretičnih, mogoče manj bolj v praktičnih, ker se k njim enkrat pozneje vrneš v novejšen čas. Ja, pojem rudarjenje označuje pravzaprav nek temeljni predpogoj za razvoj. Izvor energij, premog, nafta, zlato, diamanti, vse mogoče. Rudarjenje, raziskava konceptualno, vse je bilo, ko smo jo postavljali. Tu sva vsaj dva neposredno, tretja posredno prisotni. Je jasno že v izhodišču sledila težnji po rudarjenju. Danes temu pravimo infrastrukturni projekti, infrastrukturne raziskave, temeljne raziskave. Mi smo, ko smo leta 1966 ustanavljali center, rekli, da si želimo ne le raziskovati dnevno politično javno mnenje, kar je bilo naročilo politike. Moram priznati, mi smo takrat, to je bilo
neposredno po četrtem plenumu CK-SKU, kaj to mlajšim pomeni, ne vem, da nič. Notranji obračun. To je notranji obračun v Jugoslovanski partiji, izločitev Rankovića, diskvalifikacija metod, policijskih metod v obvladovanju družbe. V poročilu je izrecno napisano v slovenskem delu, to je napisal Smole, starejši brat, Janko Smole, predsednik izvršnega sveta. Raziskovanje javnega mnenja je potrebno izločiti iz delovanja služb državne varnosti in ustanoviti znanstvene ustanove za to področje. To je bilo napisano v poročilu iz političnem poročilu leta 1966. Ja, daleč nazaj. Ne? Zdi se, kot da smo torej izvedli akcijo na osnovi političnega naročila. Ni res. Je res in ni res. Ni res, ker je slovenska sociologija v svojem razvoju ravno z izhodišči v empiričnem programu, ki jih je razvil Inštitut za sociologijo predtem in snujočimi in, bi rekel, nastajajočimi koncepti empiričnega raziskovanja pravzaprav dobila samo dodatno podporo, da se je to lahko zgodilo. In ko smo ob prvi raziskavi leta 1968 lovili ravnovesje, smo z drugo raziskavo, pa pol z nekaj njimi, že pravzaprav vzpostavili operacionalizacijo in metodološki koncept, ki je vzdržal, jaz bi rekel, vse do danes. Naučili smo se dovolj virov smo pritegnili, tematsko raziskavo odprli, zavedajoč se, da pravzaprav samo s tematskim odpiranjem in hkrati aktualizacijo lahko upravičimo raziskavo v smislu dajanja. Ne samo politiki, ki lahko naše rezultate spravlja v koš ali pa v predal, ampak tudi javnosti. Poglejte, kaj je nastalo po prvi raziskavi SJM 68. Serija biltenov, ki so zdaj že 50 let takole zvezani, ampak serija biltenov, zelo primitivno, empirično ali opisno podanih informacij iz raziskave leta 68. To je to. Ne? Potem pa nastajalo še in še, in jaz bi rekel, da je danes podatkovno zakladih, da ne rečem bogatstvo, od dogajanja v slovenski družbi, predvsem v poseku vrednot, raziskovanja vrednot, stališč in tako naprej, eno najbogatejših zakladi, s katerim razpolaga kakšna podobna družba, kot je slovenska družba danes v Evropi. Mi smo, bom povedal malo o periodizaciji. 68. smo šli prvič na teren. Predtem smo delali raziskave, ne znotraj tega koncepta. In potem so to ohranjali. V obdobju 68-90 je pravzaprav značilno ogromno prvinskega, izvirnega, po svoje napornega iskanja tematik skladno z potrebami stroke na eni strani in potrebami javnosti na drugi strani. Večini tu prisotnih ne bom odkril ničesar novega, če povem, da so v tej skupini. To nisem bil jaz sam. Tu je bil Zdravko Miller, tu je bil Zdenko Roter, tu je bil Peter Kliner, kam ga uvrstite, daleč nazaj. Tu je bil Boštjan Markič. Tu je bil Cveto Trampuš, morda nekaterih od vas učitelj računalništva, ki je ogromno prispeval kot matematik. In on kot matematik je bil prvi, ki je na FSPN-ju takrat pravzaprav vzpostavil program, ki se danes razvija v družboslovno informatiko kot samostojno študijsko smer. S tem hočem povedati, da je empirično raziskovanje pravzaprav, tako kot se je širilo, utemeljevalo, bistveno vplivalo tudi na kurikularni razvoj fakultete. Z podlaganjem in utemeljevanjem posebnih sociologij,
pa tudi politologij, z pridobivanjem metodološke izkušnje, potrebo po znanju statistike, matematike, programiranja in vsega, kar je s tem sledilo, kar je vplivalo potem na večjo artikulacijo in diverzifikacijo programskih zasnov v kasnejšem razvoju fakultete. Torej, empirično raziskovanje, trdim jaz in bom rekel samohvalno, ampak tu gre za koncept, ne za posameznika, pomembno vplival na pravzaprav razvoj šole, fakultete za družbene vede, šole, v moderno družboslovno šolo, vse do današnjega časa, ko sem jaz seveda zopet nujno kritičen do tega, kar nastaja v aktualnem dobu, v zadnjih 15 let, z tem, skrajnim razpraševanjem, skrivanjem profesionalnih izhodišč, zgubljanjem teoretske osnove, cefranjem metodologij na področja in tako naprej. Ampak ta koncept je, potem je pa, torej to prvo obdobje, 68-90, je pravzaprav obdobje izvirnih operacionalizacij. Mi smo jemali, ko smo posegali po obče sociološki tematiki, smo jemali vire, iskali navezave, ampak glede na sistemske značilnosti v proučevanje delovanja sistema nismo mogli vgrajevati ameriških raziskav, ker je šlo za dva različna svetova, do 90. Zato je ta skupina pravzaprav temeljito delala pri konceptualizaciji. Po 90 letu se pa zgodi nekaj, kar simbolizira zadnja raziskava, pa tudi zadnji dokument, ki govori o raziskavah. Mi smo vključeni v Evropsko European Social Survey, mi smo vključeni v ISSP, mi smo vključeni v EVS, European Value, VVS, World Value in tako naprej. A veste, kaj se dogodi? Tu postaja mednarodna koordinacija ključna, postanemo partnerji v celoti, tam, kjer smo osnovali pri ESS-u, smo imeli več vpliva in ga imamo več, imamo dominantno vlogo, imamo svojega predstavnika v core grupi projekta, Brino, ki je ni tukaj. Medtem ko v historičnih projektih, ki tečejo iz konca 70-ih, 80-ih let, je pa naš vpliv za nazaj skoraj nepomemben. Mi smo prevzeli metodologije. Torej, napor za operacionalizacije so perfektne, tematizacija raziskav je aktualna, naši družbi, primerna v mnogočem, ampak naš izvirni vnos v operacionalizacije pa zmanjšan. Zato se poveča naša odgovornost pri izplenju rezultatov teh raziskav. Jaz sem malo, PR-ovsko prinesel sem ovitke 12 knjig pod naslovom Vrednote v prehodu. To je en velik zalogaj papirja, ki sledi Gutenbergovemu principu tiskane besede, v katerem v teh 12 knjigah je shranjena vsaka beseda, vsaka vejica, vsako merilo, ki smo jih mi uporabili v teku od leta 1968 do leta 2018 v naših raziskavah. Vse je prezentno in prikazane so vse frekvenčne porazdelitve, vsi osnovni podatki in vsi ti podatki so v celoti dostopni v arhivu družboslovnih podatkov, ki je pravzaprav nastal iz naše potrebe, iz naše zaznave o tem, da je treba ta obilen sklad podatkov urejen, odpirati sproti nam sami v študijskem procesu in ne nazadnje svetovni javnosti, ker od točke, ko smo šli v leta 62, ko smo rekli, da smo ustanovili državo za to, da smo se priključili mednarodnemu projektu, so naše raziskave prisotne v vseh mednarodnih empiričnih podatkovnih centrih, od Michigana, Essexa, Berna, Kölna,
da ne naštevam še drugih dob, vključno Ljubljane, ki je pravzaprav ekspozitura naših, čeprav ima širše namene, pa je vendarle v osnovi ekspozitura, je rezultat razvoja, raziskovanja v naši skupini. To so veliki premiki in ja, veste, bom povedal nekaj, ko je človek enkrat nekje na sredi 90-ih let, 9. desetletja. Individualnega življenja. Mojega. Ja. Na sredi 9. desetletja. Pa če mu je dano, da lahko še brkla in še deluje, poizkuša za sabo pospraviti. In ta linija publikacij od 1 do 12. 97. leta, ne, tamo, 97. leta, ki je zajela vse raziskave do leta 90, potem pa raziskave od leta 90 do 2018, do vključno 12. To ima celo zlata barva. Moji kolegi mi zagotavljajo, da to pa je ni zadnja publikacija, jaz pa sebi zagotavljam, da je to moja zadnja publikacija. Tudi ne na zadnje razmere v ekspanziji informacij. To, s čimer mi danes razpolagamo, ustreza konceptualizaciji Big Data. Posegi v ta podatkovna skladja so pravzaprav na ravni morda naše imaginacije, ne pa naše prakse, ne naše aplikacije. Kar pomeni, da bo seveda morda ta oblika hranjenja podatkov historično pomembna v smislu, kakršnem radi gledamo na Valvazorja. Ampak ni samo to. Ja. Podatki so digitalizirani, da se razumemo. To je vse digitalizirano. To je vse digitalizirano. In to je, zdaj, ko gledam ta čistilni moment, ki je v meni, ko gledam to podatkovje, pa se nasmejem, Veljko Rus je naredil prispodobo z Slavo Vojvodini Kranjski. Nekdo drug je naredil primerjavo z Maroltom, ki je zbiral slovensko Folkloro. Kako? Ja, folkloro in pesmi. Tu noter je pa pravzaprav nabor podatkov, informacij o slovenčevem čustvovanju, vrednotenju, gledanih v obdobju 50 let. In to obdobje, ko ga bomo poizkušali, ko ga bodo kasneje poizkušali umeščati, je razvojno gledano seveda silno pomembno obdobje. Jaz upam, da ni obdobje, ko se ideja socializma končuje, ampak da je obdobje v prehodu iz neke prvotne, morda dogmatsko, zamejene prakse in ideje v neko novo idejo, ker jaz vidim, da je pravzaprav socializem v svetovnem razsežju tendenca, ki je močno prisotna v državah, ki so pravzaprav so zibke delavskega gibanja. Kje pa je Marx iskal empirično osnovo svojih konceptov? Kje so se začeli prvi delavski upori? Pa se je to preneslo sem, na bolj divji vzhod in severovzhod, v rusko revolucijo, ampak ideja socializma, jaz mislim, da sodobne družbe z neoliberalnimi koncepti ali pa postfašističnim razvojem, kako ga čutimo v sodobnem svetu, nimajo izhoda in da so izhodi tukaj. Andrej Kirn bi rekel, ali obrat, ali pa propad. To je isto pripričanje njegovo temu kapitalu. Niko, a lahko še jaz nekaj dodam? Namreč, torej, tako v tem, ko si govoril do zdaj, si mi pravzaprav odgovoril že na vprašanje, ki sem jih imela predvišno. Ne, krasno, ni treba zavedati, ker me samo že upozarja, da je treba dati čim prej besedo v publiki, ne? Ampak, še nekaj bi ga vprašal. Ja, počakaj še ti zdaj malo. Torej, glede povezave s pedagoškim delom si krasno izpeljal, to je bilo moje drugo vprašanje. Potem, glede tega, kakšne so bistvene razlike med prej in danes,
danes, z ločnico 90 in tako naprej, si pravzaprav že zelo veliko povedal. Edino bi jaz upozorila še na to, ko citiraš v knjigi Boštjana Zupančič, BMZ, no, ki je ugotovil, da je bil samoupravni socializem najbolj vključujoča ekonomska različica upravljanja v svetu. No, in to ti omenjaš v knjigi. No, in jaz te potem sem mislila vprašati, če bi lahko jedrnato predstavil bistvene razlike, tako glede spoznavnega zanimanja kot z vidika odprtosti potencialnih respondentov do sodelovanja v zbiranju podatkov. Bi pa še tole, ali je mogoče pristati na poenostavljene delitve o nesvobodi izražanja svojih mnenj prej in svobodi danes. Ampak večino si že odgovoril, morda z 2 stavkoma samo to, kako so reagirali potencialni respondenti, recimo pred 50 leti, pred 40 in kako, kaj se dogaja zdaj v tem stoletju. Mi smo v začetnem obdobju imeli zelo odprto komunikacijo z respondenti. To, da so bili tudi ekscesi, mi smo z raziskovanjem smo začeli pred 68, recimo 67, arabsko-izraelska kriza, kdo je boljši poznavalec zgodovine, je bila 67. Mi smo takrat izvedli prvo javnomnenjsko tematsko ciljeno anketo na kvotnem vzorcu v Sloveniji na temo arabsko-izraelska vojna. Sprašvali smo ljudi o odnosu do Izraela, do Egipta in do fenomena vojne. Zanimivo je, se je večina povzemala tisto, kar je bilo moč prebrati v medijih. Ampak dosti je bilo tudi odprtih kritičnih pogledov, ampak takrat se nam je zgodilo nekje na Koroškem, da je nek respondent menil, da anketar sprašuje čudne protidržavne stvari in je bil prijavljen anketar na milici in milica ga je zadržala. To je edini primer, ko smo imeli konflikt na tej ravni. Kasneje takih konfliktov nismo imeli. Kar zadeva odprtosti, bi rekel, da so ljudje tja do 90. leta in še 95 bili pravzaprav zelo odprti in so sprejemali raziskovalčev vstop v njihovo intimo kot nekaj izrazito pozitivnega. Na vrhu tega pozitivnega sprejemanja so pa doživljali skupine raziskovalcev, študentov FDV, ko smo odšli v okviru raziskave Slovenci v Nemčiji, velike migracijske raziskave, z ekipami v München, v Ingolstadt, v Nürnberg, v Essen, v Stuttgart in tako naprej, kjer smo bili pa pravzaprav sprejeti kot neke vrste emisarji domovine in skoraj nas niso spustili iz svojih domov. Ampak v glavnem je anketar je naletel na odprta vrata. Zadnje obdobje, ko je prenapolnjeno s komercialnimi povpraševanji, ko smo pravzaprav vsi izpostavljeni nenehnim povpraševanjem in ko je javno mnenje bombardirano z raznimi informacije o tovrstnih raziskovanjih, se pa zadeve v mnogočem bolj zapirajo. Moji mladi kolegi zadnje čase močno razmišljajo o tem, kako temu pravimo plačilo za anketiranje. Ja, tako je. Kaj damo, da motiviramo, in to je seveda v zahodni praksi močno prisotno, pri nas pa še vedno velja, da raziskava v osnovi še vedno velja, da je raziskava, ki je znanstveno ciljena, da temelji na odprti komunikaciji in da tu ni plačila. Anketar je seveda plačan, anketiranec pa ni plačan. In odzivi so enormni nadevropski. Mi dosegamo visoke norme izčrpavanja, izčrpanosti vzorcev, to se pravi, raziskava ima omejen, ampak še vedno dovolj odprt prostor za kontinuiteto. Torej pomeni, da je družba še relativno integrirana, torej, da ni toliko razkrojena, da družba skomercializirana. Čeprav močno iritirana zaradi politike ali pa močno iritirana zaradi odnosa do politike. Samo en stavek bom povedal. Slovenija je bila na prehod v 90 nekaj let, morda prvo desetletje,
močno umeščena, močno prisotna v spodnji tretjini Zahodne Evrope, med zahodnoevropskimi državami, po odnosu do institucij, recimo. Ne? Danes, predvsem je nastal fatalen premik v času na robu Janševe vlade, torej tam 2007, 2008, potem pa izrazito v obdobju tako zvane vlade trojčka, socialno-demokratske vlade Pahorja. Tu je nastal tak gap, tak padec v odnosu do institucij, da ga verjetno še leta ne bomo skorigirali. Slovenci v vrednotenju institucij stojimo skupaj z Bolgari, morda Romuni, morda oscilacije v nekaterih drugih evropskih državah so izrazite. Francija je nizko, Španija je bila glede na krizo, ampak se popravlja. Italija je sorazmerno nizko, ampak Slovenija je močno nižje. Kar je težko razumeti, ker res ob vseh, bi rekel, umanjkanjih razumevanja demokracije in demokratičnosti, ob vsem kriminalnem dogajanju, ki ga seveda je v družbi dosti, pa ne toliko, kot o njem govorimo, je Slovenija še vedno sorazmerno urejena država. Odnos do ali vrednotenje razmer je katastrofalno in smo nizko spodaj. In zato so seveda zaslužne vse ekipe vladajočih v obdobju od recimo od leta 2000 naprej izrazito že tam na prehodu. Tu se je vse začelo lomiti in smo spodaj, močno spodaj. A grem še malce nazaj k raziskovanju. Ne vem, koliko je Ja, ura? sej, Koliko je ura? to mi dva paziva. Ja, ne vem, če oni Ura je pazijo. 16 čez 6, imamo še slabo pol 27 minut časa, ampak ena stvar se mi zdi, da je zelo pomembna in iz tega, iz tvoje knjige bom prebrala. Namreč, kaj je, vprašanje se je glasilo, kaj je internacionalizacija prinesla novega v raziskovanje slovenskega javnega mnenja in katere ključne osebe, s katerimi je si povezan pri procesih. V glavnem si to že povedal, ampak nekaj pa je še, na strani 103, kar se mi zdi vredno, da en delček preberem. Praviš takole, ob vsem tem lahko le z obžalovanjem ugotavljam, da globalizirani mednarodni primerjalni projekti, ki jim sledimo zadnjega četrt stoletja, prav zaradi svoje odmaknjenosti od konkretnih ljudi, človeških problemov, razpoznavnih socialnih skupin, slojev, populacij, izgubljajo pomemben del svoje družbene vloge, socialnega naboja in spoznavnih možnosti. To je za jedrnato, kar si že delno omenjal. Slovenska in jugoslovanska sociologija je bila v svoji kritični naravnanosti sposobna izbirati in se lotevati kompleksnih tem, ki se jim v zadnjih desetletjih izogibamo. In vendar gre ob tem tudi za neko, morda zgolj nadomestno zadovoljstvo. Pred 5 desetletji smo v okviru raziskovalnih seminarjev z maloštevilnimi študenti družbenih ved oziroma sociologije skupaj opredeljevali probleme, iskali operacionalne rešitve zanje, zbirali podatke, jih analizirali in poizkušali prenašati njihovo spoznavno vsebino v prakso. Šlo je za svoje vrstne sociološke akcijske raziskave, ciljene na družbene spremembe. Sociologi smo družbene razmere in temelje ureditve vse skozi obravnavali iz kritičnih izhodišč. V zadnjih desetletjih so se razmere spremenile. Torej, to je v bistvu temna stran tega. Po svetli strani pa lahko še ti malo spregovoriš, ker imaš še nekaj minut časa, namreč svetla stran je pa napisana na strani 104, kjer pa ti vendarle vidiš v teh v zadnjih desetletjih možnosti za neke vrste, lahko rekli, znanstveni optimizem. Če ti hočeš s svojimi besedami ali pa če pogledaš knjigo. Jaz ne bi niti prebiral, niti izrekel. Povedal bi, da je moje delovanje bilo v osnovi optimistično. Skupina, v kateri smo delovali, sociologi, tudi v povezavi z jugoslovansko sociološko skupnostjo, je pravzaprav ohranjala nek primarni
optimizem in to nas je gnalo v ohranjanje naših projektov, naših programov, razvoj institucij. In v tem pogledu smo bili pravzaprav slovenski sociologi srečnih rok. Uspešni smo bili. Poglejte, kaj se je zgodilo na točki prehoda in pred njim. Naši cenjeni beograjski kolegi, jaz sem prej označil to šolo kot socialno-filozofsko, so zdrveli v prostor politike in se deloma umestili celo kot ideološki podporniki Miloševića. Razen Silvana Bolčiča in še ene. Ja, ne, tudi Zaga Goljubović in tako naprej. Ampak močno v prostor politike. Naši hrvaški kolegi ne tako izrazito, nekateri so ostali, nekateri so v svojih konceptualizacijah naredili velike obrate. V Sloveniji je sicer en del sociologov zelo pomembnih, odšel tudi v politiko. Ne bom poimenoval, ker veste, da kateri kolegi, nekateri nostalgično gledajo nazaj, ampak so še vedno politiki, sociologi, ampak sociološka... Tudi velike obrate. Tudi doživljali so velike obrate, ampak sociološka šola slovenska je ostala nedotaknjena. Vendarle je razvoj, ko pravim sociološka šola, ne mislim samo na FDV ali pa celo samo na neko skupino znotraj, ampak gledano z vidika razvoja, ne nazadnje širitve, ki je lahko problematična, sociologije v Mariboru, sociologije v Kopru in tako naprej, je ohranjena, bi rekel, profesionalni pristop, je v glavnem ohranjena etična pravila, etične principe, v glavnem. Ker deloma se seveda žal tudi v telo slovenske sociologije zadrl ta trn, ki je o njem prej masa govorila. Ampak nisi bil ti ta trn, je bil kvečmo Adam Rončević and Company. Ja, ti si poimenoval. Nastale so cepitve tudi v sociološkem prostoru, ki so boleče. Slovensko sociološko društvo je bilo ustanovljeno leta 1965 in bilo združujoče, odprto in kritično. Prej pod udarom, kot kritiko, kot omejitvami in tako naprej. Ko so se družbene razmere spremenile in je prišlo do prenosa oblasti v neko konzervativno skupino, veste, kaj mislim pri tem, se je kar nekrat izkazalo, da je tej skupini podložna skupina sociologov, ki so izstopili iz društva, ustanovili svoje društvo. Torej nekaj, kar poznamo tudi na področju novinarstva, z društvom publicistov in novinarjev. Poznamo tudi na drugih področjih, ko se kar nekrat pedagogi delijo po vrednotni ali kakšni drugi pripadnosti in tako naprej. Te cepitve so boleče, ampak jaz bi rekel z vidika celotnega toka nedoločujoče. V tem smislu sem jaz optimist. Niko, lahko tole izkoristim še za eno temo, s katero upam, da bomo malo zanimirali našo publiko. Slišali smo, da je del sociologije in v drugih prostorih stekel v objem politike. Mi tega nismo naredili, govorim mi na centru, če tudi smo se ubadali s tem očitki, smo naredili pa nekaj drugega, kar se mi zdi tudi zelo pomembno. Tu pred nami je znanstveni korpus našega dela. Mi smo imeli tudi en projekt, naj mi bo dovoljeno citirati domnevno Churchillovo izjavo, ki je rekel, verjamem samo tistim podatkom, ki sem jih sam ponaredil. Rezultatom tistih anket, ki sem jih sam ponaredil. In o čem govorim zdaj? Očitkih, ki smo jih bili deležni v enem projektu, ki ni bil nepomemben, ni bil pa čisto znanstven, bi lahko rekla, aplikativen. To je bil naš politbarometer. Še danes me marsikdo pokliče, pa pravi, lahko dobim kakšen podatek iz politbarometra. In nekako povemo, da tega politbarometra ni več. Neke okoliščine so bile. Prej sva Slavkom spregovorila. Slavko je bil tisti, ki je rekel, rabil bi podatek o zaupanju v šolstvu iz politbarometra. Malo prej, tukaj
in mu nekako povem, da tega podatka ni. Zakaj se mi zdi tako zelo pomembno? Šlo je za neko raziskavo, ki ni bila čisto naša, povsem originalna, zgledi so bili, predvsem v Nemčiji. Zdi se mi pa, da je nastopila kot neka zelo pomembna raziskava, kjer se je pokazal nek naš angažiran odnos do mogoče malce bolj dnevno političnih tem na visoko profesionalni način. Zopet neka anekdota. Ta raziskava je nastajala tudi v nekem dialogu s predstavniki vlade, se spomnimo, hodili smo na urad vlade za informiranje, kjer se je tam pa tam kdaj pokazala želja oblasti, kakorkoli bomo to imenovali, da nam sugerira in teme in način spraševanja. Tega smo se obranili, upam si trditi uspešno. Tudi tako, da smo včasih komu poskušali podtakniti neko misel, ki je potem prišla, Slavko, da sem prej omenil, čisto do predsednika vlade, žal pokojnega Janeza Drnovška. Ta misel je bila pa sledeča, ki je rekel, že, meni je vse in kaj bodo moji spin doktori delali z rezultati, ampak za doma, za podkovter, moram pa jaz vedeti, kakšna je stvar. In ta naš politbarometer je bil ravno to. Za podkovter. Ne za podkovter, zelo resen, natančen meter. Tudi tisto zrcalo, ki je bilo malo bolj dnevno aktualno zrcalo, zato smo tudi kakšen očitek pokasirali, če se smem tako izraziti, in pa seveda tisti znamenit telegram, ne vem, če ga še imamo, smo ga okvirili na centru, ko se je vlada zamenjala. Mislim, da je bil en izmed prvih ukrepov in na to moramo biti ponosni, so odpovedali politbarometer. Nič drugega. Najprej to. Potem pa... Nekaj se je predtem zgodilo, anekdotično. Skozi dolgo zgodovino smo seveda mi bili v prvih desetletjih deležniki, pa tudi direktnega, recimo, pritiska. Recimo 69. leta smo v drugo, pa potem naprej, vedno znova, postavljali vprašanja, ki so posegala v tabuizirana področja, domnevno večne regulacije zapisane v ustavi, agromaksimum, zasebna lastnina nad produkcijskimi sredstvi. Zdravko se dobro spomni, ker je tudi vnašal take ideje. Agromaksimum. Mi smo postavili vprašanje, ali je to smiselno. In politiki se je zdelo odiozno, nemogoče, da postavljamo vprašanja, ki so ustavno regulirana in so v temelju ideološke zasnove države po glavi teh politikov. To je bil dogodek iz 69. leta. Leta 2005, nekaj mesecev po prevzemu vlade takratne nove garniture, koncem 2005, smo najprej bili deležni svetovanja v obliki direktnih formulacij vprašanj, tako da so nam postavljali formulacije z zahtevo, da jih izvedemo. Mi smo vedeli, da je zatem naš profesionalni kolega, ki je to formuliral. Prej ga je masa navedla, ne bom ponovil. Mi smo rekli, da se lepo zahvaljujemo in da lahko to zadržimo. Potem sem jaz bil recimo deležen poziva svojega nekdanjega študenta, visoko umeščenega v oblastni strukturi, ki je rekel, profesor Toš, saj vi veste, da ne uživate zaupanja. Dajte vendarle, dajte vzeti tega pa tega v skupino. Pa ne bom povedal imena tistega, ker tudi deluje v polju družbenih ved, ki bi ga morali vzeti v skupino. Pa sem jih povedal, mi leta 69, 70 nismo sestavljali skupino po naročilu politike, ker tudi tak poskus je bil in jih tudi zdaj ne bomo. Efekt je bil, da potem pri poizkusu aktivnega, kreativnega sodelovanja v smislu formuliranja vprašanj ni uspel, potem smo dobili pa odpoved pogodbe. Pogodbe, ki je bila pravno, civilno-pravno veljavna, mi bi takrat lahko tožili, pa tega nismo storili, ampak smo za raziskavo nadaljevali. Kontinuirano, skozi celo obdobje tiste vladavine, pa pol še nekaj, veste, kdo je pokuril raziskavo?
ta kasnejša liberalna, pod narekovaj, formacija, ne, tisto, kar je sledilo neuspeli Jankovićevi vladi, tisto, kar je sledilo porušeni Janševi vladi, v tistem obdobju je nam raziskava propadla. Ker ni bilo volje, ni bilo razumevanja, ni bilo interesa, ni bilo korajže, da bi dali tistih 30.000 evrov, ki bi zadoščali za letno kontinuiranje 10-krat, 9-krat letno izvedbo politbarometra. In to je potem upadlo. Pol veste, kam je to padlo. Torej, seveda je Janša odpovedal izvajanje raziskave, ampak mi smo vodili vse do tja, v upanju, da jo bomo, ampak dobro, to so zgodbe, pustimo. Istočnice, kaj so? Imamo še nekaj časa. Četrt ure imamo časa. Ne, Prosim, da me rekli. ne javnost ima pretira. Ne, ampak vendar, se spodobi. Prosim, komentar, kakšnokoli vprašanje. Prosim. No, jaz bi tle nekaj spregovoril, upoštevajoč tudi, da imamo predsednico in tajnico sekcije za sociologijo časa prisotne in da je Niko prvi naslednji koordinator razprave, ki naj bi bila 26. tega meseca. Na Sazuju se bomo dobili vsi vabljeni, kjer bomo en splošnejši pogovor o retrospektivah in refleksijah naše sociološke preteklosti. No in nekako navezujoč na to, bi jaz mogoče nekaj izzivov, ki gredo v to smer, zdaj samo nanizal. Tlej imam ene 4 točke, več jih ne upam. Zaradi časa, ne sociologije časa. No, tako, kot prvo kontekst pojavljena, Niko je že veliko povedal o tem, mogoče malo bolj v sociološkem jeziku bi rekli, da smo delovali v kontekstu, ko so bile v ospredju makrostrukture, makrodružbene spremembe in tako dalje, ko je prevladovala, bi rekel, nekakšna temeljna kolektivistična usmeritev in ko je vloga posameznika bila nekaj sekundarnega, nekaj podrejenega. In da je v tem smislu pristopanje k posamezniku predstavljalo odstopanje od takrat prevladujočih usmeritev. To je bilo subjektivno, individualno, to je bilo tisto, kar je imelo nekako podrejeno vlogo. Če ilustrativno tudi navedem svoj primer, ko sem jaz v perspektivah objavil kratek članek o družbeni mobilnosti, ko sem bil pod vplivom Solokina nekako, da bi vnesel ta koncept, seveda je Boris Zikar izrazil nekako zelo bolj negativna mnenja in to pa ne sodi v tiste kontekst. Torej kontekst makro, mikro, individualno, kolektivno, subjektivizem, se da marsikaj še reči. Drugič, razumevanje, jaz mislim, velikokrat merila presojanja z današnjega časa, povsem napačno, vodijo do napačnih tekov glede vloge nečesa v drugim kontekstu, v prejšnjem sistemu. Recimo, če danes govorimo, ali pa tudi dobro za nazaj, če pogledamo, empirično je pomenilo še v varianti empirizem in tako dalje, tu je Kardelj dostikrat tudi negativno označeval empirizem in tako naprej. Empirično je pomenilo pozitivistično, empirizem, pozitivizem, to je bila neka precej bliska zadeva. No? In v tem smislu je en splošna oznaka tega takega delovanja pomenilo nekaj, kar je v razliko in v nasprotju z mobilizacijskimi težnjami radikalne preobrazbe družbe in tako dalje.
Mi se pa ukvarjamo tukaj z drobnimi vprašanji, kaj posamezniki mislijo o tem in onem, o zelo drobnih zadevah, ali bo Janez Novak iz Gornjega Kašla izvoljen na naslednjih volitvah in tako dalje. Tretjič, malo dialektike. Ogromno informacij, ogromno podatkov, številna vprašanja, ogromno ljudi angažiranih, ampak seveda v sociologiji istočasno težimo ne samo k čim več, ampak tudi k čim manj. Kako se čim manj pojasniti čim več. To je naša naloga temeljna. In to se zdi, da je izziv vsega tega rekordnega delovanja v evropskem smislu, da ravno nadaljujemo razprave, mislim, da je tudi Nikoma to v mislih, kako se pojavlja tu torej po stran naša preteklost kot zakladnica, o tem sem že omenil, in naša preteklost kot nočna mora, po starem klasiku. Nočna mora. V današnjem času nam ne gre več toliko za pomanjkanje informacij, kar smo zelo čutili, recimo sociologi, kot veste, vsaka seminarska naloga se je začela pri praskupnosti, Engels o družini v praskupnosti in tako dalje, ker nismo imeli podatkov. No, skratka, veliko podatkov, veliko informacij, ampak nova naloga, kako to refleksija o tem, kako tudi nekaj korak naprej napraviti v nasprotni smeri, v obratni smeri. No, mene vse skozi okupira koncept podružbanja. O tem bom še govoril in pisal. Koncept podružbanja, Vergesellschaftung imate v nemščini, še obstaja nekako, v angleščini je ta koncept izbrisan, imate samo še socialno-psihološki smisel, socialization recimo, v tem smislu. Ampak, če gledamo na to v našem kontekstu in glede na anketiranje, glede na vključevanje, glede na emancipatorne težnje, da naj presegamo to delitev na subjekt in objekt raziskovanja in tako dalje, mislim, da je potem pred nami tudi še nek čas, da tudi raziskovanje javnega mnenja premislimo v tem smislu, kdo je zmožen opravljati kaj. Ali se zaustavimo sociologi samo pri anketiranju v klasičnem smislu, ali bomo sociologi prevzeli nase pobudo in usmerjanje k razkrivanju možnosti aktiviranja v tej vlogi tudi, jaz sem včasih že pisal, samoupravljalci ali pa prebivalci kot raziskovalci. Jaz mislim, da se naša uradna znanost preveč zamejuje in izključuje potencijale najširšega kroga ljudi in tu bi končal. Hvala, Zdravko. Še imamo kakšen. Prosim. Bomo sicer veliko vprašati, Niko, probamo na kratko. Ena stvar je, kakšen je tvoj pogled, kako se politika prej in politika po odziva na ugotovitve sociološke znanosti. Kaj to pomeni? Je to nek podatek vržen v prostor, ki nima odmeva. Jaz recimo lahko potegnem analogijo zdravstvo. Imamo izrazito dobre zdravstvene podatke, ki praviloma ne vplivajo na nič. Pa bi se iz njih lahko marsikdo naučil in ukrepal. To je eno vprašanje. Drugo, samo vprašanje, kako se recimo vaša znanost, recimo jaz bi lahko govoril o svoji, izogiba nekaterih vprašanj. Naprimer, ali je res, da je Slovenija najbolj egalitarna država glede na Ginijev koeficient ali pa nekatere druge oznake in zakaj, če je res, sem pa zelo vesel, zakaj smo razglašeni za najbolj egalitarno državo in vemo, da se ta podatek zlorablja in ne uporablja v korist poniženih in razžaljenih, da to rečem. Potem pa, ali imamo, in tukaj pa
bi jaz dodal lastno ignoranco, čeprav te podatke skušam iskati in se opravičujem vnaprej. Ali meniš, da imamo jasne podatke na osnovi ne samo vaših, ampak tudi ekonomskih analiz in statistik? Ali imamo podatke, kaj se nam dogaja s socialnim razslojevanjem? Ali imamo opisano družbo, kaj se z njo dogaja? Ali imamo prikrito stanje, ki ga prikazujemo samo z anekdotičnimi podatki, kjer potem zamaške zbiramo za posamezne reveže? Ali imamo dejansko strukturo, ker mimogrede, da zdaj tudi opravičim, če boste rekli, nimamo. Ko jaz iščem podatke na Zahodu, OECD, WHO, vse druge podatki, tukaj na gru, jaz mislim, da je to strahovito prikrivanje oziroma netiskanje podatkov. In zdaj, ko si ravno omenil, ko si rekel, da so v zadnjih letih, ko smo se pridružili k mednarodnim standardnim raziskavam, a so taki podatki še bolj umanjkali, iskanje takih podatkov, si je še manj volje, da bi se iskali ali analizirali, ali sem narobe razumel? Bom odgovoril zadnji, naprej. Odgovor na zadnje vprašanje je da. Strukturnih raziskava javno mnenje in sistem opazovanj, ki mu sledimo v mednarodnih povezavah, daje sicer zelo relevantne podatke, ampak ne odgovori na temeljna vprašanja o premikih v socialni strukturi sodobne slovenske družbe. Tu je to manjkanje je čutiti pravzaprav vse skozi, tudi skozi jugoslovansko obdobje, ampak res je, da so se takrat sociologi masivno angažirali na ta vprašanje z raznimi parcialnimi projekti. Čudno vam bom povedal, da smo leta 1986 po naročilu Centra za družbeno-politično raziskovanje CKSK Jugoslavije v razmerah jasno razpoznane krize. Recimo sociologi smo leta 1981, 82, 83 v svojih kolektivnih razpravah jasno opredelili razsežja krize jugoslovanske družbe. Cela vrsta posvetovanj v Portorožu, v Ljubljani, z izrazito, bi rekel, izrazitim spoznavnim nabojem, temelječa na opazovanju strukturnih, pa tudi drugih kulturoloških podatkov in tako naprej. Ampak mi smo leta 1986, po naročilu prej navedenega naročnika, izvedli prvo in zadnjo vse jugoslovansko raziskavo socialne strukture jugoslovanske družbe pod naslovom, jaz ga bom citiral v srbo-hrvaščini, Klasno biče savremenog jugoslovenskog društva. In slučajno je koordinacija in nosilstvo tega projekta padla v Ljubljano. Nosilca iz Ljubljane v tem projektu sva bila dva. Oba sva znana v prostoru na različne načine. En je bil takrat delujoči profesor pravne fakultete, profesor sociologije, moj mlajši kolega in jaz, Peter Janvek. In smo skupaj z hrvaškim socialnim psihologom Ivom Šibrom, srbskim politologom Vladom Boatijem in še nekaterimi zasnovali zanimivo raziskavo, ki je bila dejansko izvedena. Ampak je razpad Jugoslavije prehitel. Čeprav je raziskava jasno pokazala nevzdržnost socialnih razmer in velike razmike med družbami in dejstvo, da gre za pluraliteto družb. O enotni družbi kot jugoslovanski družbi ni bilo mogoče govoriti. Mi 25 let razvoja jugoslovanskega obdobja nismo izkoristili ali pa nismo zapravili za oblikovanje zavesti, pa seveda strukturnih predpogojev za razvoj enotne družbe. Družba je razpadala. Sociologijo smo to, bi rekel, jasno razpoznali na prvem sociološkem posvetovanju leta 1972,
na temo socialni konflikti v jugoslovanski družbi. Pa potem nekako v obdobju vsaka 4 leta, na koncu leta 83 pa 85 v posvetih v Ljubljani in v Portorožu, ki so sprožila, bi rekel, skrajno odbojnost politike. Ne. Takrat se je razvila teza o krizologih. Šuvar, recimo, je deplasiral svojo stroko, rekel, ovi krizolozi. Ne. S tem je bila, ampak ni res, v tej politični strukturi so bili ljudje, ki so dojeli bistvo in smisel takega raziskovanja in so to podpirali in smo lahko tako raziskavo izvedli. Ta raziskava je dokumentirana v teh linijah, v celoti, je dostopna in je pravzaprav namenjena, jaz bi rekel, zgodovini sociologije, pa tudi zgodovini sami, ker govori o stanju jugoslovanske družbe. Ne vem, kaj sem zdaj od 3 vprašanj tebi uspel pogovoriti. No, kako je današnjo oceno socialne razslojenosti in kakšen je oceno? Ja, in je seveda. Namreč, jaz bi rekel, da slovenska družba ni bistveno bolj razslojena, kot so druge strukturno nam bližnje srednje zahodnoevropske družbe in bistveno manj kot družbe južneje in vzhodneje od nas. Ne? Da pa je egalitarizem, Županov se je nekoč tam v 70-ih letih ukvarjal s tezom, močno prisotna in temelj socialne zavesti je pa nesporno dejstvo. Slovenci se v vseh aktualnih raziskavah na temo obtežnih enakosti, kakorkoli že vstopamo v to problematiko, umeščamo vedno ali na vrh ali pa na dno, kakor pač vstopaš v operacionalno, vstopaš v to problematiko. Kako misliš na vrh ali na dno? Ja, ampak močno smo egalitarni. Nisem na ravni mnenja, samo da dokončamo vprašanje, nisem na ravni mnenja, kjer se strinjam s tabo, ampak na ravni dejstev, ali mi smo egalitarna družba danes, ali jo samo spremljamo na ta način, da ne pridemo do resnice. Ginijev koeficient je intakt mednarodni inštrument za opazovanje stanja. Slovenska družba, jaz bi rekel, da nekako se izvije iz narave tega instrumenta. Mi se daleč nismo tako egalitarni, kot nas objektivni pristop v opazovanje tega pojava umešča. 2 besedi ima neko še srečo, potem se moramo pa žal... Ja, ker srečo bo ravno na to vprašanje. Ja, to drži, to je zelo dobro. Smo bolj skandinavski od skandinavskih držav. Kako je? Razen, recimo, Češka nas še bolj prihiti okrog egalitarnosti. Bi pa opozoril, da to ni tako zelo dober podatek, ker je znotraj tega eden zelo slab. In sicer mi smo značilni, to je pa zadnja študija od OECD iz decembra, lansko leto, za nas je značilno, da imamo, tako izražajo s to metaforo, lepljiv strop in pa lepljivo dno, ker to so različne kombinacije, ne? Države imajo lahko eno ali drugo in tako naprej. Imamo vse to, še več, potem gledate, kako srednji razred gravitira navzdor ali navzdol, mi pri nas navzdol. Tako da mi smo od vseh OECD držav med četverico najslabših potem lepljivim stropom pa dnom. To je zelo slabo. Relativno velika egalitarnost, ampak civilizirana mobilnost, to je Pa še dohodkovna egalitarnost, ne pa toliko po premoženju in bogatstvu. Ja, tisto se ne meri. Ne, se zato, da deluje v praksi. Hvala vam, moramo končati. Kot običajno je najbolj zanimivo na koncu. Žal so za nami, ne žal, tudi privoščimo jim nov dogodek, nov pogovor, zato samo še zaključna misel. Zaključna misel je zahvala. Jaz, ko sem bil povabljen, nisem vedel za ta prostor, moram reči, da mi je silno prijetno. In nisem si znal predstavljati, da bo med poslušalci taka množica tako zanimivih družboslovcev,
zanimivih ljudi in prijateljev. Jaz se vam lepo zahvaljujem, ampak še nekaj bi želel povedati. Jaz sem res, da skupaj z Zdravkom sva Metuza delala v tej družbi. Pri 85 se življenje ne konča, to je izraz tudi mojega optimizma. In naša delovanja so neskončne, dokler jih ne konča. Povedati moram, da podobno knjigo, kot je ta, z mnogo kompetentnejšimi sestavki izpod peresa in misli Veljka Rusa urejam in bo tekom nekaj mesecev išla kot Veljko Rus v pogovoru z javnostmi in me veseli, ker je to najin dogovor Veljka Rusa in mene 2 leti nazaj je terjal čas, Veljko mi je ušel, ampak knjiga bo išla. Torej, hvala lepa za vaš izgled.